Gospod, hvala ti za tvoje maziljenje, za to kratko homilijo. Tako smo brali iz Sirahove knjige na današnji obvezni god Joachima in Ane, staršev device Marije. Kako po zarodu ostane blagoslov. In mi smo tudi zarod Joachima in Ane in device Marije. Duhovno, lahko bi rekli, posvojenci smo po Jezusu Kristusu in vključeni v ta blagoslov, ki gre po rodu, kot pravi Sirahova knjiga, in nam ohranja modrost, ki jo daje Bog. Vendar to vse danes za naš slovenski narod, ker se moram v tem trenutku tega dotakniti, kar me je zelo, bi rekel, nagovorilo. Namreč mi imamo število 1,2 otroka na en par, moškega in žensko. Sedaj vsak lahko to zračuna, da bi morali biti najmanj 3 otroci na en par, da bi lahko narod obstal, oziroma se eventualno še malo dvigoval. Se pravi, 2, da nadomestita ta 2 starša in enega za tiste, ki nimajo oziroma so brez otrok. Torej, mi imamo pa sedaj številko 1,2 otroka na par. Po drugi strani pa moramo vedeti, da so tudi te cifre zavajajoče. Ravno pred kratkim sem poslušal eno izpoved nekoga, ki je to zraven bil, da je v mariborski bolnici od 300 otrok, ki so bili rojeni, samo 10% bilo Slovencev. Torej, ta številka 1,2 ne gre za Slovence. In pa, da je v vrtecu, tukaj pri nas v Mariboru, ne bom rekel točno kateri vrtec, je 300 otrok in od tega je slaba tretjina v bistvu Slovencev, domačinov. Se pravi, da naš narod kot Slovenci zelo hitro izumira in moramo se pa nečesa zavedati, če ne bo Slovencev, ne bo slovenske države, ne bo te zakonodaje, ki je sedaj, in bomo seveda postali kmalu v naši državi tisti, ki bodo morali izpolnjevati voljo drugih. Pač takšna je situacija, kar ne pomeni, da bi jaz zdaj bil proti čemu. Pač pa je to dejstvo s to politiko Evrope, ki ima tako neke svoje imenovane logike, ampak to bi se dalo enostavno nadomestiti z politiko, ki pa je bila pred kratkim ukinjena, namreč neko telo smo imeli za družine oziroma za rodnost, pa je bilo ukinjeno financiranje strani države, to sedaj v tem času te vlade, recimo, če tako rečem, in nimamo pravzaprav nobene prave rešitve, zato so vse druge variante, s katerimi se ukvarjamo, pa kar izbiramo, so brez pravega pomena. Sedaj je bil sprejet tudi zakon o evtanaziji, vse druge prakse, kulture smrti se seveda na veliko izvajajo. Poleg tega pa moramo vedeti, da je tudi vsaka 3. ženska, na primer v Nemčiji, je imela poskus, torej je šla na umetno oploditev. Se pravi, da žene bi rade imele otrok, ampak enostavno smo tako zastrupljeni, tako smo zmanipulirani tudi, da na Zahodu, da
ni več rodnosti, kar pa je še seveda veliko slabše sedaj po zadnjem cepljenju za COVID, ki dajo ravno te rezultate, torej dajo te negativne rezultate. Toliko bi rekel, da ta je priprošnja Joachima in Ane in pa naroda, ki je blagoslovljen in zmagovit, je na mestu za naš slovenski narod, ko sta ona dva zavetnika ravno za tiste, ki želijo biti, rekel, čim bolj popolna družina in se mnogi k njima zatekajo, tako tudi mi, ki smo v skrbeh za otroke, vnuke, za vso mlado generacijo. In ta podobna situacija je na celotnem Zahodu. Pravi, od Anglije, Francije, Nemčije, Italije, Hrvaške, vsi mi izumiramo. Sveti Joachim in Ana, starša Device Marije, prosita za nas.